Ej, Statner, kjer telefon se ti zdi, da največ ponudi za svoj cash, za okoli 500 evrov? iPhone SE, Apple, jabolk, brand stari, imaš cash, vidiš, da imaš cash stari. Dej, kaj pa kakšen OnePlus Nord ali pa tale, ta nov Pocophone od Xiaomija. Lejga, no, 4 kamere ima, lej kakšen zaslon ima, koliko je večji, koliko zgleda boljši, pa še boljši procesor od Samsunga, ta boljših Samsungov ima v Evropi. Din, ampak brand, to te probam povedati, brand je, pa veš, mora videti, da se vidi razkoš, kad već tam kažeš telefona, štekaš. A pa ne bi imel boljših kamer pa zaslona brez robov. To je praktično isti cache tudi na konc, pač 4 kamere imaš. 4 kamere imaš? 4 kamere, ja. A to pomeni, da imam zanetim, da 4 različne slike pa lahko naredim, ko imaš 4 kamere. A to pomeni? Dej, povej, kakšen je. Jaz ne grem več tega, Kam greš? Lej, da mi pokažeš, poko za pikice, poko. Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes imamo v studiu en zelo zanimiv telefon, eno zelo zanimivo mašinco, ki je naslednik zdaj že legendarnega Xiaomi Pocophone F1 in to je Pocophone F2 Pro. Super telefon. Če ne veste, Xiaomi Pocophone F1 je bil gromozanski uspeh po svetu in tudi v Sloveniji. Prodajal se je kot tople žemeljce. In dejansko ste dobili zelo veliko telefona za dosti malo keša. Zato je bil tudi pri nas zelo priljubljen, pač jaz vem, da sem jih ogromno prodal sploh kakšnim znancem, ki sem res predlagal F1-ko milijon ljudem. In zato sem vam zdaj dolžna predstaviti tudi njegovega naslednika, to je tale telefonček Xiaomi Pocophone F2 Pro. Tako da upava, da vam bo ta video všeč, če vam bo, dajte se naročiti na najin kanal, lajkajte ta video, spremljate naju pa lahko tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa itak na TikToku. Tako bo pa jaz zdaj kupil Microsoft. Ok, deal. Gremo kar naprej na video, ti predajam štafeto. Dajmo pogledati novega Pocophona. Ko sva posnela video od Samsung Note 20 Ultra pa od navadenega Note 20, ste naju eni kritizirali po dolgem pa počes, da so preveč kritična do navadnega Nota, ko so pač rekla, da deluje plastično pa votlo. Hashtag the truth is out there. Ja, res je. In a veste kva? Če bi mogla, bi vam še enkrat povedala isto. Zato, ker je F2 Pro živ dokaz telefona, ki je izdelan dobro, kakovostno za to ceno. Res je solidno narejen, fajn je trden in kar malo težek, kar sicer enim ne bo glih všeč, ker pač ne marate težkih telefonov po žepu prenašati, ampak je pa res, da zaradi tega telefon izpade veliko bolj premijsk, da imate nekaj premijskega v žepu. You know what I mean. Ta telefon vam bo zihar dal ta feeling, ker je velik in narejen iz stekla in pa kovine. Samo bomba, tudi če je narejen iz stekla, nažalost nima brezžičnega polnjenja, ima vsaj NFC, ki ga F1 ni imel. Tako da pač tukaj v primerjavi proti Note 20 zmaga Note 20 za brezžično polnjenje, ampak za pač tisto ceno že mora imeti to, ker to bi bilo res slabo, če tega ne bi imel. In pa, a se spomnite, kako sva pokala po Note 20 navadni, pa sva rekla, da se da hrbet zelo malo pogniti, pač tukaj tega ne boste doživeli. Pa na začetku so tudi rekla, da ste za zelo malo denarja dobili lahko F1-ko, Pocophone F1 in F2 Pro nadaljuje to tradicijo, čeprav se majčkeno je podražil tam okoli 500 do 550 evrov je, ampak to je bilo nekako za pričakovati, ker vsi te mid-rangerji so začeli z dosti nizkimi cenami, kot recimo OnePlus, Xiaomi, tudi Huawei na začetku, pa so se pa sčasoma majčkeno podražili in to je čist nek normalen trend pri telefonih, nažalost. Ne moramo pa Pocophonu očitati, da ne prenese uporabniku nobene vrednosti, ker boste še zmeraj na njemu najdeli vhod za slušalke in pa infrardeči senzor za upravljanje drugih elektronskih naprav. V 2020. V hudičem letu 2020, ja, res je.
koliko telefonov lahko naštejete, da še imajo te stvari? Manj kot 5 po moje. Ja. Je pa zanimivo, da ima ta telefon še zmeri tole. Izskočno kamero. Da se lahko vidite. Nobenih zares na zaslonu, nobenih lukenj, nič. Lepo cel zaslon, brez ovir. Je pa res, da ta tehnologija izskočnih kamer bo verjetno počasi zamrla, ker naslednje let naj bi prišli končno, upam, da res končno, manj telefoni, ki bojo imeli kamero direktno pod zaslonom. Upam, ta tehnologija je že v izdelavi, upajmo, da se čim prej tudi lansira. In bo zaradi tega verjetno skočnim kameram počasi odklenkali. Ampak dokler ne pridemo do tja, je to ena izmed boljših rešitev, po moje, skupaj z neko manjšo izrezo na ekranu za sprednjo kamero. Je pa ta izskočna sprednja kamera verjetno tudi razlog, zakaj telefon nima certifikata IP68 proti vodotesnosti in proti prahu. Nima sicer te uradne zaščite, ima neke rubber ringe, neke gumijaste zaščite pri vseh teh luknjah, da voda ne pride kar na easy noter, ampak je telefon 550 € recimo in za to ceno ni niti realno pričakovati, da bi sploh veliko telefonov imeli ta uraden certifikat IP68. Ja, res je. Ko smo že pri zaslonu, je res kar velik. Uradno pravijo, da je 6,67 inčen, tako da res je velik in je AMOLED zaslon resolucije 1080 pik. Ni glih najbolj visoko kvaliteten, ampak še zmeri za tako ceno je to odličen. Ni pa v rangu premijskih telefonov. Se pa morate zavedati, da ima ta telefon osvežitev zaslona samo 60 Hz in da je zaslon raven, ker pa realno je za večino uporabnikov skoraj boljši, če nimajo ukrivljenih zaslonov, ker pač ukrivljeni zasloni svoje težave s sabo prinesejo, tako da veliko vas bo zadovoljnih, ker ima raven zaslon. Je pa prednost v tem, da zaradi tega, ker je samo 60 Hz osvežitev, tudi baterija zdrži dlje in ker je pač zaslon tudi 1080 pik. Zraven dobite še v škatli 30-vatni polnilec, telefon se vam izjemno hitro napolni, tako da se boste res mogli pomatrati, da ubijete to baterijo in da jo ne nafilate hitro nazaj. Ja, zdaj ta telefon nažalost nima stereozvočnikov, ima samo en monozvočnik tukaj na dnu, ampak ima v zagovor njemu vsem dosti močen ta monozvočnik, ki je zvok, tudi če ga date majčkeno bolj na glas, je zelo kvaliteten. Boste pa mogli sami presoditi, če ta zvok in ta kvaliteta res odtehta tiste stereozvočnike, ampak za to ceno ni veliko telefonov, ki sploh ima stereozvočnike. Ne, res ne. Je pa dobra novica o tem, da pa ima ta telefon v sebi čip Snapdragon 865, kar pomeni, da ima avtomatsko podporo za 5G, tudi tukaj pri nas v Sloveniji. Zdaj, kako vam bo prišlo to prav tukaj pri nas? Ja, ne sprašujte, ker pač nimava pojma. 5G omrežja še niso zaživela v polni moči in bo to še nekaj cajta trajalo. Ampak, če ga planirate imeti za kar nekaj časa, se lahko zavedate, da imate na prihodnost odporen telefon. Plus tega, še enkrat, v tem poceni telefonu imate noter čip, ki je boljši od tistega čipa, ki ga najdete pri najbolj premijskih Samsungovih telefonih. Ja, in tukaj je v bistvu mogoče malo boljši cooling, malo boljše hlajenje za telefon, čeprav ima procesor, ki manj vroč ratati, kakor pa v Samsungu, tako da za manj denarja dobite še to boljše. Niso pa še omenila kamer, so 4 kamere, glavna ima 64 megapikslov, na papirju so sposobne posneti videe v ločljivosti do 8K, kar je zelo veliko, ampak če vsem so, tako kot pri večini midrangerjev, najšibkejši člen lih te kamere. Niso slabe. Opravijo svojo nalogo, fotke so ok. Ja, niso Huawei, niso Google Pixel, niso iPhone ali pa Samsung. Res niso slabe. Res niso slabe. Ostale 3 kamere, poleg glavne so pa še širokokotna, makro in globinska kamera. Spet, nobena od njih ni nek presežek, ampak vse naredijo to, kar morajo narediti in rezultati sploh niso slabi.
sploh na makrokameri. Kot vidite tle v primerjavi z S20 Plus. Tako. Selfiji so tudi v redu, mogoče edin malo preveč polepšan obraz, ker je beauty mode na teh kitajskih telefonih zelo močen in je že vprezeto vklopljen. Tudi 8K video se da posneti, kot sva rekla, in celo dejansko ni to marketinška fora. Sicer video malo zaostaja, ko se to snema, ampak ja, ne gre za marketinško laž in se na telefonu za 500 € da 8K video posneti, kar je super. In pa še glede softvera, glede programske opreme, zavedati se morate, da je MIUI kar težek in kar težek uporabniški vmesnik. Tudi zdaj s posodobitvijo na MIUI 12 je sicer majčkeno boljš. Tukaj ne gre za stock Android, ne gre za stock Experience in če niste puristi, vam bo to v redu, mislim, da ne bo nobenih problemov, boste z njim zadovoljni. Če ste se pa že navadili sploh še Xiaomijevih for, kot so recimo razni oglasi, noter v uporabniškem vmesniku in znotraj operacijskega sistema, pa sploh ne bi smel biti problem. Ja, res je. Če pa tega niste navajeni, pa pač ta telefon ne bo za vas. Ampak za tako ceno, za tako vrednost, se vam že res plača zanižati na eno oko in dati temu softveru šanso. Ja, ker je s časoma bo še boljši in pa telefon je pa že sam za to ceno res neverjeten. V redu, naj bo to vse za danes. F2 Pro je res odlična kupčija za vse tiste, ki vas zanimajo telefoni za tam okoli 500 €, tako da ima najno priporočilo. Ja. Tako, upava, da ste uživali v tem videu in se vidimo v naslednjem. Hvala za ogled. Čau!